spoštovani direktorici, ki sta danes z nami tu prisotni, gospa Rosana Šturm, direktorica Doma upokojencev Sežana in gospa Marica Ikanovič, direktorica Talita Kum Zavoda Postojna. Spoštovane, cenjene, strokovne sodelavke, ki boste vse omenjene v nadaljevanju, ko bo spregovorila naša kolegica Zarika, ki je pripravljala ta imenitni projekt, katerega zaključek spremljamo danes. Spoštovani mladi glasbeniki, ki ste nam danes naredili ta čudovit uvod v naš dogodek. In najbolj od srca pozdravljeni vsi, ki ste v domovih sodelovali z nami, pisali, ustvarjali. Srečni smo, da ste danes tukaj z nami in kaj je lahko lepšega kot ta čudovit dialog z mladimi, ki so nam polepšali današnje jutro. Zbrali smo se tukaj v dvorani Slovenske Matice, ustanove, ki je stara letos 160 let. Nobeden se morda niti ne zaveda, da je to najstarejša slovenska kulturna in znanstvena ustanova, ki še deluje oziroma društvo. In tukaj smo danes obkroženi s temi čudovitimi portreti velikih slovenskih mož, ki so pisali slovensko zgodovino, predvsem pa skrbeli za to, da slovenski jezik, slovenska knjiga, slovenska znanost in slovenska kultura ne bi nikoli zamrle. Ampak veste, čisto enako pomembni, kot vsi ti veliki možje ste vi, ki danes sedite tukaj v tej dvorani. V ta prostor, v to državo, v to, da danes govorimo slovensko, je vpisana vsaka vaša roka. Vse, kar ste v življenju ustvarjali, kar ste v življenju počeli. Danes živimo čas, ki ste ga nam vi ustvarili. In naj bo, dragi, vsi, ki ste se tukaj zbrali, danes to poklon vsemu, kar ste v življenju ustvarili za nas. Naj bo to znamenje globoke hvaležnosti in srčno želim, da se boste tu pri nas čudovito počutili. Dober dan. Prav lepo vas pozdravljam tudi jaz na Slovenski Matici. Zelo me veseli, da se danes vidimo tukaj, ker ste nas v preteklih mesecih tako lepo gostili v svojih inštitucijah, kamor smo z velikim veseljem prihajali. O projektu posebej danes jaz ne bom govorila, vsi ga poznate, v njem ste dejavno sodelovali. Kar je pomembno je to, da ste ob tem tudi vi ustvarili veliko zanimivih vsebin, nam marsikaj zaupali, in da so te stvari sedaj tudi ovekovečene. Pripravili smo tudi zbornik vseh vaših del, ki so ob tem nastala. In z veseljem vam ga bomo na koncu razdelili. Vsak, ki je sodeloval, ga prejme in tudi inštitucije ga prejmejo. Drugače pa je danes čas, da spregovorite vi. Kajti vaš glas je, tako kot je rekla že Ignacija, pomemben in zelo pomembno je, da se ga sliši, da ga slišimo mi, da ga slišijo mladi. Tako da mislim, da je najpomembneje, da predamo besedo kar vam. Najprej za zaključek tega mojega nagovora pa samo še nekaj zahval. Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, tako da seveda zahvala velja našemu sofinancerju. Kot je že Ignacija omenila, tudi vsem vam, ki ste sodelovali, in pa vsem mladim glasbenikom, ki bodo danes ves čas lepšali tale naš dogodek z glasbo. Pravkar smo slišali Vinoldov tango,
na koncu bomo poslušali še en tango, vmes pa nekaj ljudskih pesmi, ki so bile tudi ponekod navdih za vaša dela. Sedaj pa prosim, da bi mogoče se kar začeli s predstavitvami. Organizirali smo jih tako, kot smo hodili k vam po vrsti. Najprej smo bili v domu starejših v Ljubljani v Šiški, tako da prosim strokovno sodelavko Medejo Novljan, ki je nas tam sprejemala in organizirala dogodke, da se pridruži. Se pa opravičujem, pozabila sem še, zelo opravičujem, na nagovore direktoric, obeh, ki sta prisotni, gospe Rosane Šturm in gospe Marice Ikanovič, tako da prosim, da še vi pridete. Že vesele, da ne. Sem hotela kar na hitro naprej, ampak... Dragi organizatorji projekta Knjiga me pomlaja, s hvaležnostjo se zahvaljujem, da ste našim stanovalcem Doma upokojencev Sežana omogočili sodelovanje v tem čudovitem projektu. Vaša pobuda ni le priložnost za izražanje ustvarjalnosti, temveč tudi način, kako spoštovati in ohranjati bogato življenjsko modrost naših starejših. Z vašo predanostjo in strokovnim znanjem ste bili nepogrešljivi pri oblikovanju projekta. Vesela sem, da smo skupaj ustvarili nekaj, kar je vsem nam prineslo navdih in pozitivno energijo. S tem ste našim stanovalcem omogočili, da delijo svoje zgodbe in izkušnje, kar bogati naše skupnosti. Hvala, ker ste prepoznali vrednost njihovega glasu in prispevali k medgeneracijskemu povezovanju. Iskrene čestitke za vaše izjemno delo. Lepo pozdravljeni vsi še v mojem imenu. Prihajam iz Talitakum zavoda, bom zelo kratka in zelo rada bi najprej čestitala vsem vam za pogum, da ste se udeležili delavnice in za pogum, da ste prišli v to stavbo, ker je to bil tudi za nas kar precej velik projekt in za vse vas, tako da vam iskreno čestitam. Sem zelo vesela, da se tak dogodek odvija tukaj. Še najbolj vesela sem, da boste prebrali svoja dela, da se bo slišal vas glas in čutim in verjamem, kot sem že marsikaj lahko pogledala in prebrala, da ste svoj in svojo dušo in svoje srce izlili v svoja dela. Tako da iskrene čestitke in velika hvala Slovenski matici in želimo si še takih projektov. Mi smo bili navdušeni od začetka do konca, tako da iskrena hvala vsem in držim pesti, da boste dobro prebrali in da boste se dobro odrezali. Srečno! Najlepša hvala obema direktoricama za ta prijazen nagovor. Sedaj pa vabim strokovno sodelavko iz Ljubljane Šiška, Medejo Novljan. Pa samo še beseda, kdo so bili mentori v tej skupini. Tukaj je bila mentorica pisateljica Neli Kodrič, ki jo tudi lepo pozdravljam danes med nami, tako da bomo kasneje lahko še poklepetali. In študent, naš mentor študent Jož Brešar, član Kluba mladih Slovenske matice. Sedaj pa prosim Medejo za kratko predstavitev naših udeležencev. Hvala, in dober dan. Večko nisem malo više. Spoštovane udeleženke in udeleženci zaključne prireditve Slovenske matice projekta Knjiga me pomlaja. Pozdravljeni. V imenu naših stanovalcev, se pravi Doma Šiška, se vam iskreno zahvaljujem. Spoštovani gospe tajnici urednici Ignaciji Frideljarc, spoštovani gospe vodji projekta Zari Kisnoj-Vrbovšek, ter mentorjema spoštovani gospe Neli Kodrič-Filipič in gospodiču Jožtu Brešarju. S svojimi delavnicami ste popestrili in obogatili kulturno dogajanje v našem domu.
V vaši družbi nam je bilo izredno lepo. Z branjem in pisanjem smo trenirali možgane, izvedeli smo veliko novega, ter pustili domišljiji prosto pot, ko smo ustvarjali nove zgodbe. Ponosno vam predstavljam naše stanovalce, nekateri, ki so bili udeleženi v projektu, nekateri so tudi med nami. To so po abecednem vrstnem redu. Naše gospe Franska Babnik, Zdenka Bevc, Jelka Gortnar, Marija Halapir, Frančiška Hočevar, Veronika Jakopič, Jelka Komel, Katarina Ovsec, Marta Pralica, Ana Rogač, Amalija Šmuc, Majda Žlebnik ter gospod Janez Zoretič. Iskrena hvala. Za kratek intermezzo naj zdaj spregovori glasba. Naši mladi glasbeniki bodo zaigrali dve ljudski, slovenski narodni, dve violini, ki ju je priredil slovenski narodni za dve violini, ki ju je priredil Matija Bravničar. Lepo je pomlad na svet in Izidor Ovčice pasel. Igrali pa bodo Tara Bregant in Amadej Lahna, igrala pa bosta Tara Bregant in Amadej Lahna violini. So namreč nastala tako prozna besedila, kot tudi pesmi in pa tudi razni dramski prizori. Tako da bomo danes slišali vsakega malo. That's the
Lahko začnem. Živo se spominjam dogodkov, kako smo rešili življenje petih partizanov. Bila je nedelja. Nad vasjo Podraga je imela postojanka Karavla Pištarvac. To so bili kuriri, ki so prinašali pošto do centralnih kurirk. Napadli so jih Nemci. Niso imeli drugega izhoda, kot teči proti naši vasi. Mi smo jih opazili, tekli so proti naši hiši. Imeli smo bunker, tako da smo zamaskirali vrata z vinsko posodo in še druga vrata iz veže. S sestro sva odmaknili omaro, nič nisva pomislili in partizane skrili v klet. Rekli so, da imajo Nemci psa. Tekli so po potoku, tako da jih ni zavohal. Toliko je bilo še časa, da smo hodnik poleti z vodo in dvorišče posuli živim apnom. Fantje so popadali v klet, ker ni bilo časa, da bi prižgali luč. Ko so Nemci prišli do naše hiše, je pes nadaljeval proti vasi Jože. Medtem smo partizane odprli, čez da je šla nevarnost mimo. Nemci so zaslutili, da partizani niso šli tako daleč. K sreči je sestra opazila, da so se spet skrili. En Nemec je prišel do okna, prav do tistega prostora, kjer so prej kadili fantje. Vprašal je mamo, ali ima kaj jajc. Hitra in mu jih je nesla, da ni prišel v hišo in so odšli. Drugi dan so Nemci šli v Hajko in prečesali vso okolico. Trajalo je 3 dni. Fantje so bili pri nas, dokler je Hajka trajala. Na bregu Ivan si je zjel ležen in ostal 7 dni. Spominjam se še, da je bil Jelar Čičivan, tesar in Jež Slavko. Za druga 2 sem meni pozabila. V spomin na to karavlo so naju sestro povabili na srečanje, ki so ga obulja vsako leto konec junija. Blizu vasi Vrače je tudi spomenik padlim kurirjem. V kleti smo imeli tudi pršut, klobase in vino. Hvala lepa, gospa Marta Dragica, za to zanimivo pričevanje. Sedaj pa vabim gospod Fransko Babnik, ki pa nam bo prebrala svojo pesem o mladosti. Naj cveti življenje, majestice ti dam, nagelcek pripnem. Poln vrt rožic ti želim, tisoče kal na oknih naj cvetijo, 7 cvetov veselja naj nikoli ne omeni. Privela naj nikjer ne bo skrbila moja sestra svojo jeroko. Naj kot med ljudmi smo rože in plevel. Hvala, gospe Franski Babnik. Sedaj pa vabim še eno pesnico, gospod Zdenko Bevc, ki pa nam bo povedala kar 3 svoje pesmi. Ja.
mladosti je pesem, v mladosti je smeh in posušiti solze v očeh. Ko pa pride teža let, ti modrost pomaga še naprej veselo živeti. Življenje je že tako, da si smeh in jok podajata roko, da včasih sonce sije, pa spet grbi. Vsi pa si želimo, da bi srečni bili. Tudi v poznih letih je lahko lepo, če ti prijazni ljudje ponudijo roko. V življenju je že tako, da si smeh in jok podajata roko, da včasih sonce sije, pa spet grbi. Vsi pa si želimo, da bi srečni bili. Hvala lepa tudi gospe Zdenki Bevc. S tem smo zaključili predstavitev Doma starejših občanov Ljubljana Šiška. Zdaj pa prosim še strokovno sodelavko Medejo Novljan, ki bo v imenu direktorja, ki se je opravičil, da danes ni mogel priti na tole prireditev, še prevzela knjižni dar Slovenske matice. Da pa ne boste pozabili po vseh teh naših čudovitih srečanjih, brati, smo se na Slovenski matici odločili, da seveda vsak dom prejme knjižni dar, ki naj obogati vašo knjižnico. Hvala vam iz nas srca vsem. Hvala lepa. Hvala lepa. Nadaljujemo pa s predstavitvijo naslednje inštitucije, v katero smo hodili. To je zavod Talita Kum iz Postojne. V njem je bila enaka mentorska ekipa kot v Ljubljani. Tako da kar prosim strokovno sodelavko Dorotejo Rojko, da predstavi svoje stanovalce in stanovalke. Dober dan, pozdravljeni še v mojem imenu. Zdaj bom rekla tako, da prav kakšnega govora si nisem pripravila, rekla bom pa malo povzela. No. Ena velika hvala, najprej bom rekla vam, Slovenski matici, ki je pri nas k nam na Primorsko pripeljala zelo lep projekt. In lahko rečem tudi v imenu vseh stanovalcev, da nam je to res poživelo našo dogajanje, pa tudi dalo, bom rekla, marsikateri trenutek za razmišljanje še v nadaljevanju in pogovor. In hvala tudi vam, udeleženkam in gospodu tudi, ki ste se pač odločili za to, ker vemo, da pri nas je tudi ni tako enostavno se za stvar odločiti, tako da res hvala in mislim, da smo se imeli res lepo, čudovito in še naprej, še kdaj. Tako. Mogoče samo predstavim, danes žal niso uspeli vsi, bojo pa danes svoje prispevke prebrali oziroma predstavili gospe in sicer kar te, ki so v prvi vrsti, gospa Mila Kavčič, potem Vita Furlan, gospa Bernarda Petrič, gospa Mihajla Božič, pa Marjeta Zopančič. Sem koga še spustila? Mislim, da smo, ne? Tako.
Potem pa kar vabim na oder prvo, ki bo danes brala, gospod Mihajlo Božič. Gospa Mihajla Božič bo prebrala kratek prozni zapis o vojni, ko je bila še majhna, in spomin na svojega brata. Ja, spomnim se, ko sem bila še majhna. Moj brat je bil v partizanih. Jaz sem bila še majhna in me je bilo zelo strah. Ker nas čisto ščitili, kako Franc, moj brat, kliče mamo. Prišel je z gozda po hrano. Videla sem ga, ko je prišel v kuhinjo, v glavi je imel kapo. Zahteval je, da smo tiho. Takrat sem ga zadnjič videla in ubili so ga. Naslednja je gospa Bernarda Petrič z zanimivo zgodbo o moči glasbe. Lep pozdrav vsem. Sem Bernarda Petrič, moč glasbe. Sedim v sobi in čitam neko knjigo. Nekdo zvoni. Vstanem in grem odpret vrata. Zagledam svojo sosedo v spremstvu njenega vnuka. Vstopita in razvije se živahen pogovor. Mali deček, ki je najbolj glasen, ima veliko za povedati. Zasliši se večerni zvon, ki prekine naše zgovorne besedičenje. Nastane tišina. Vsi trije poslušamo. Nato vstanem, grem k klavirju in začnem posnemati ta mili glas. Roke kar same drsijo po tipkah. Nato zopet tišina. Pogledam k obiskovalcema, deček joka in objema babico. Tudi babica ima rosne oči. Zgodba je resnična. Sedaj pa vabim gospod Milo Kavčič, ki bo prav tako prebrala kar nekaj svojih besedil. Mila Kavčič, stara baba. Spomnim se je tako, ko sem bila majhna, mi je rekla moja stara baba, da kot otrok nisem doživela od svoje babe. Ko sem odraščala, je znala nagovarjati in skrbela. Moja baba ni zvedela, ko sem bila stara 18 let, sem bila zaljubljena enega fanta Italijana. In moja baba me ves čas volila, če sem dobila pismo iz Italije. Ko poštar prinesel pismo, nje ni bila doma. In je rekla mojemu stricu, da me mora paziti in pismo vzeti. Jaz sem šla v spalnico, sem bežala po posteli in on za mano.
Takrat so bila pisma tanka in se ga večkala in potem požrla. Si bila potem cepena od srca, ampak nisem zvedeli, kaj je pisem. Ljubeznica je končala, kjer se je začela vojna in so na pošti pobirali vso italijansko pošto. In samo takrat sem bila zaljubljena. Bila Kavčič pomoč. Bila pošti je vzame tolažbo in veselje. Ljubezen, ki ti pomaga živeti ali pomaga umreti. Bila Kavčič, časni zdaj, včasih je luštno bilo, ko sem zljubila zemljo, zdaj pa ne več tako, ker zemljo ne more več delati tako. Hvala lepa, gospe Mili Kavčič. Sedaj pa prosim, da se nam na odru pridruži gospa Vita Furlan s svojo pesmijo, ki je napisala svojemu vnučku. Vnučku Matice za rojstni dan. 7 let je že minilo, kar prijokal si na svet. V Kranju se je to zgodilo, bil si drobcen fantek lep. Leta hitro so minila, že si šolarček postal, hodil v telovadbi in glasbi in že prve knjige bral. Ob večerih, ko je mirno, se še vedno pocrkljaš, v naročje zlezeš, me objameš, rečeš, da imaš me rad. Tudi jaz imam te rada, moje zlato sonce si. Naj življenje ti prinese lepe in vesele dni. To je pa taka lepa priložnost, da ob tem nadaljujemo program z glasbeno točko. Med nami sta namreč 2 mlada glasbenika, ki bosta zaigrala 2 otroški, Kuža Pazi in Goslice. To sta Mija Brčina in Luka Prelog. Nadaljujemo pa še z zadnjim besedilom iz Talita Kum zavoda, tako da vabim gospo Marjeto Zupančič, da nam prebere nekaj za v slovo.
Ti odhajaš sklonjeno glavo, jaz gledam tiho v nebo. Pogledam te solzami v očih, ti podariš mi kratek nasmeh. Zakaj odhajaš, zakaj se poslavljaš, tega niti sam ne veš. Toda jaz vem, predobro vem zakaj in vem, da te ne bo več nazaj. A če tudi prideš nazaj k meni, ne prosi in me ne objemi, ker hotela te ne bom več nazaj, pa čeprav ljubila sem te nekdaj. Sedaj pa prosim direktorico Marico Ikanovič, da pride in prevzame knjižni dar. Tudi seveda vašemu zavodu se iskreno zahvaljujemo za topel sprejem in tudi za tako imenitne ustvarjalce, ki so tudi nas naučili, kako neverjetno bogastvo se skriva med vsemi, ki domujejo, tako pri vas, kot seveda v domu Šiška, ki smo jih slišali predhodno. Hvala lepa za vse. Hvala tudi vam, se veselimo nadaljnjih sodelovanj. Pa evo bomo brali. Poleg knjig, ki jih boste prejeli danes, je za vsako institucijo priložen tudi majhen USB ključek z zvočno knjigo, ki smo jo poslušali tudi na delavnicah, tako da je tudi ta druga oblika knjige prisotna tudi v vaših nadaljnjih delavnicah. Sedaj pa prosim za predstavitev Doma upokojencev Sežana. Prosim gospo Niko Čepar, ki je bila strokovna sodelavka, da se mi pridruži. Mentorska skupina v Sežani in potem tudi v Ajdovščini, ki jo bomo slišali v nadaljevanju, pa je bila sestavljena poleg naju z Ignacijo tudi z pisateljico Natašo Koncu-Renzuti in pa mentorjem študentom Jobom Fridlom Jarcem smo vas obiskovali. Zdaj pa prosim. Pozdravljeni vsi skupaj. Tudi mi smo se z veseljem pridružili projektu in upam, mislim, da so naši stanovalci zelo uživali in tudi upam, da se bomo v prihodnje še kdaj srečali. Ste zelo dobrodošli še za takšen projekt. Zdaj pa bi se rada zahvalila vsem sodelujočim, stanovalcem in pa tudi vam, vodilnim. In zdaj pa nakratko še povem, da jih je v tem projektu sodelovalo 11 stanovalcev, danes jih je z nami polovica. In z nami je Nataša Vitez, Ivana Matevnič, Mirko Pošnar, Ivana Rudica in Marjan Kljun. Se bojo zdaj tudi prebrali, če so vsi. Mogoče še za en glasbeni predah, preden se pripravimo. Pripravljeni imamo namreč še 2 slovenski narodni za 2 violini, ki jo je prav tako priredil Matija Bravničar, Dekle povej povej in Prežarsko, ki bosta prav tako jo izvajala Tara Bregant in Amadej Lah. Thank you.
oder gospod Natašo Vitez. Boste kar vas bom obrnila. Solze. Solze tečejo mi po obrazu, mislim in premišljujem. Kaj mi je? Gledam obraze otrok in ljudi. Zunaj pa sonce, ki močno sije. Skoraj, kot da mi obraz gori. Premišljujem, kot da meni. Ali vidiš moj obraz, poln je solz, ti in jaz. Se gledava skozi obraz. Premišljujem, ali si solzami jaz. Naslednja je gospa Ivana Gordica. Prebrala nam bo pesem Njen spomin na mamo. Bo mama umrla, so prišli mi povedati. Nisem mogla, da bi šla precej domov in je bila že mrtva, ko sem prišla. Tisti krat sem dosti jokala, že potem. Hvala lepa. Naslednji, ki je prav tako ob pesmih Miljana Cunta o solzah napisal svoje besedilo, je gospod Mirko Pavšnar. Ob teh verzih se spominjam zgodovine rodbine, iz katere izviram. Vse od 1421, ko je rodbina prišla v Slovenijo iz Švarcvalda. So ljudje v Sloveniji, ki so moje prednike nove dobe poznali kot zelo dobre in poštene. Preganjanje v novi dobi se je začelo s kraljevino SHS. Zato se je del rodbine izselil v Švico. Upam, da bom dobil urbar tega dela rodbine, da bi izvedel vse, kar mi je stric in oče povedal. O tem drugič obširno. Na delavnici so nastala tudi številna pisma. In eno izmed takih pisem je napisala Silvana Matevlič, pismo Emi. Prosim, da se nam pridruži. Kar jaz to ne vem. Prav. Pismo Emi. Draga Ema, najprej te lepo pozdravljam. Nisva se videli že dolgo časa. Jaz sem v domu upokojencev Sežana. Imam se dobro, ko greš mimo, se oglasi. Dosti mislim na te. Želim ti zdravja in sreče, Silva. In še zadnje, prav tako pismo, ki ga je napisal gospod Marjan Klun. In ga vabim, da se nam pridruži na odru. Marjan Klun, pismo. Leta 1993 centralni kraj zasadil s pomočjo 3 stricev in Slovaščana za 16 moža približno 1800 sadiki jablan galja,
Zlati del čest i ono god i gajdari. Na to sem glavni ta zadanja spodelaval sam. Od Mučina, Škrofljena in Košnje objavljena. Prve letine so bile bolj skromne, nato pa se je začel pridelek povečevati. Do približno 10 ton letno. Večino sem prodajal na domačiji, Jurkotovih, sem pa bil tudi na tržnicah v Piranu, Kopru in Sežani. Moram reči, da je kar šlo. V Piranu sem se na firmi dogovoril, da sem bil dopoldne prost, nato sem šel hitro nekaj pojesti, potem v službo na 14. ure na Lipico. Ko sem bil v Kopru, sem je nekaj dan zgodilo, da sem prej prodal domača neškopljena jabolka, oriško, sevko in pogoric. Ko sem bil na tržnici v Sežani, sem bil že v invalidski penziji, a mi je že kar šlo. Drugo pa nimam kaj povedati. S tem zaključujemo predstavitev udeležencev Doma upokojencev Sežana. Zahvaljujem se za interpretacijo tudi gospe Niki Čepar, ki je bila strokovna sodelavka, in omeniti seveda je potrebno tudi gospod Tanjo Renčel, ki je bila prav tako strokovna sodelavka v domu in nas je tudi vedno sprejela. Zdaj pa prosim direktorico, gospod Rozano Šturm, da prevzame knjižni dar. Tudi vam se iskreno zahvaljujem za vse čudovite in lepe trenutke v vašem domu. Ponosni ste lahko, kakšne čudovite stanovalke in stanovalce imate, in srčno verjamemo, da tako kot vi čudovito delate z njimi, da boste tudi skupaj prebirali te knjige. To ste navajeni. Hvala lepa Domu upokojencev Sežana. Zdaj pa nadaljujemo z zadnjim domom starejših iz Ajdovščine, pri katerih smo delavnice izvajali prav pred kratkim, v septembru. Mentorska skupina je bila enaka, kot že rečeno, kot v Sežani. Prosim pa strokovno sodelavko Mojco Klavžar, da se mi pridruži in da predstavi udeležence projekta. Dober dan tudi iz ajdovskega konca, iz ajdovskega doma upokojencev. Ja, kot je bilo že omenjeno, naša srečanja so bila tista zadnja v vrsti v mesecu septembru. Pred začetkom je bil prisoten nek strah, pričakovanje s tem, da začenjamo nekaj novega, nepoznanega. Strah pa, kaj bo en kmečki, podeželski človek pa s tako, bom rekla, pomembno strokovno besedo Slovenska matica lahko sodeloval, a je to sploh mogoče. Ja, in mogoče pa tudi en tak majhen ponos, ker ta beseda nam je bila poznana, Slovenska matica, da gre to za nekaj res slovenskega, pomembnega in nekaj tazga visokega. Ma smo se podali skupaj na to pustolovščino. Po vsakem srečanju z velikim čudenjem, kaj smo dosegli, da smo kljub temu, da smo podeželski ljudje, stanovalci s kmetij doma, sposobni napisati en del teksta, vers, mogoče tudi kakšno rimo, in se čudili in bili veseli, da nam to uspeva, da to ni pomembno, ne izobrazba, ne to, da prihajaš iz mestnega okolja, da to ni tisto, ki bi samo na to vplivalo, da je človek sposoben nekaj napisati. Smo si pa na čistem zaključku, ko sem se s stanovalci pogovarjala, vsi enotni, da ostajamo še naprej zvesti ta pravi knjigi na papirju, s platnicami, in da tiste elektronske knjige zanimive, ko smo si jih ogledali, ampak ne ostanijo za naslednje rodove. Tako da na tak način smo mi potem zaključili z veseljem in
hvaležnostjo, da ste vstopili tudi v naš dom. Tako da je najprej hvala. Zdaj bi pa predstavila tudi našo skupino. Mi smo se srečevali v skupini 8 oziroma 9 stanovalcev, naš stanovalec Lojze Vidmar, sledijo pa še stanovalke Božič Marija, Lozar Ana, Žnidarčič Magda, Renar Doroteja, Črnigoj Doroteja, Slokar Majda, Gortnar Ida in Stožir Karolina Terezija. To je naša skupina, ki se ji res osebno zahvaljujem, da smo skupaj lahko podružili in da bomo zdaj skorajšo nadaljevali in z veseljem, s to ljubeznijo do knjig še naprej in širili tudi med ostale stanovalce. Hvala lepa. Sedaj pa naj se kar pridruži gospa Karolina Terezija Stožir, ki nam bo prebrala 2 svoji pesmi. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Internat. V internatu sobe 3. V eni izmed njih smo mi same internačanke, mlade zale deklice. Ko stopaš po stopnicah gor, greš, kot bi bil ves major, saj veš, da tu si zdaj doma in važen si, kolikor se da. Dekleta pa v nedeljo vsa na randi hitro so odšla, saj vsaka ima fanta že, le da tega vzgojitelj še ne ve. Sonce greje vse ljudi. Sonce greje vse ljudi, vesela sem, da je tudi mene ogrelo za delo na kmetiji. Čeprav sem že kot otrok želela, da bi padel dež, tako sem preživela dan za dnem. Gospa, kar počakajte. Kajti na delavnicah, kjer smo obravnavali tako prozo kot poezijo, smo se posvečali tudi dramatiki. Ta je bila pomemben del v vseh 4 inštitucijah. Za primer, kako pa so bili videti dramski prizori, ki so ob tem nastali, pa bosta gospe skupaj prebrali ta zanimiv in hudomušen dialog. Ker pridite sem. Micka, Franček, prosim te, pomagaj mi. Kako naj ti pa jaz pomagam? Skuhaj mi topel čaj in ga prinesi zjutraj na nočno omarico. Kaj naj skrbim za 5 otrok, pa še za tebe za povrh? Dan na dan hodim v gozd s konjem, da obdelam les in ga peljem v Ajdovščino na tovorni vlak, da pride vse tja do Benetk. Pa moja skrb so otroci vsak dan pripravljeni za šolo, potem pa dom in hiša in živina v hlevu in skrb za starše, ki živijo z nami. Le drobno pozorno sem hotela v tebe, da bi enkrat opazil, kaj vse jaz postorim, ko praviš, da delaš samo ti. Veš, kaj edino delaš ti? Se kregaš in jeziš. Saj veš, spet bom jaz morala zdaj popustiti, da mi bo v hiši in prazniki ne bodo pokvarjeni. Pa vendar si priznaj, da tudi jaz kdaj popustim. Z ostalimi pijanci nikoli v gostilno ne zdrvim. Prav imaš, saj sva na koncu se vedno razumela.
Ljubezen najina bo večna, verjamem ti, da skupaj vedno bova srečna. Hvala lepa. Ta dialog je bil sicer skupinsko delo vseh udeležencev delavnice. Sedaj pa prosim Mojco, da prebere še eno pesem gospe Marije Božič o begunstvu, ker je danes ni z nami. Marija Božič, begunstvo. Sem šla v begunstvo, stara 4 leta in se spominjam, kako je bilo hudo. Smo hodili peš in nas je bilo strah. Prišli v prazen dom in še danes vidim podobo Kristusa, ki te je vedno gledal. Kot vidite, so nastala prav čudovita dela. S tem nam zadnjim zaključujemo predstavitev del, ki ste jih udeleženci in udeleženke tega projekta napisali na naših delavnicah. Več besedil si boste lahko prebrali v zborniku, ki ga boste prejeli na koncu današnjega dne. Sedaj pa prosim še Mojco Klavžar, da prevzame v imenu direktorja, ki se je prav tako danes opravičil, knjižni dar. Naj se v imenu Slovenske matice zahvalim tudi vam za vso gostoljubje, vse čudovite besede in tudi vse trenutke, ki so za zmeraj spremenili tudi nas. Zdaj verjamemo, da se v čisto vsakem človeku skriva pisatelj, pesnik, skriva lepa beseda in skriva nekaj, kar je treba samo priklicati na dan. Res je, ja. Hvala. Ste tudi dovolj močni? Smo. Še bomo brali. No, sedaj smo prišli do konca današnje prireditve in kot nas je glasba spremljala na začetku, naj nas tudi pospremi za konec. Slišali bomo še en tango, tokrat Rodriguezov tango. Izvajali ga bodo učenci glasbenega ateljeja Tartini, Tara Bregant, Mate Beštek, Amadej Lah na violinah, na klavirju pa jih bo, kot že na začetku, spremljala profesorica Meira Smajlović. Thank you.
zaključni pogostitvi pa prosim še tajnico urednico Slovenske matice, doktorica Ignacijo Predeljac, še za zadnje sklepne besede. Hvala lepa za sklepno besedo. Jaz mislim, da si en zelo velik aplavz zasluži naša Zarika Snoj-Verdovska, ki je vse to organizirala. Naslednji aplavz pa si seveda iz srca zaslužite vi. Hvala vam, zavedajte se vsak trenutek, da ste svojo črko, svojo besedo zapisali tudi vi zdaj, drobec v zgodovino Slovenske matice. Bodite ponosni na to, kar ste, nosite ta ponos seboj vsak trenutek, tudi ko vam bo kdaj težko. In takrat vzamite knjigo v roko. Videli boste, da zna tolažiti. In tudi kadar boste srečni, vzamite v roko knjigo. Videli boste, kako se znate in zmorete z njo pogovarjati. In kako za to sonce sije še svetleje. Vse dobro vam želim, veliko zdravja in iskrena hvala za vse.